Podcast pripravljamo v sklopu aktivnosti Centra za pravični prehod Saša, ki deluje v okviru Razvojne agencije Savinjsko-Šaleške regije. Vse aktivnosti centra so financirane iz tehnične pomoči Sklada za pravični prehod. Njen koncept je tako fejst, lokalen, tradicionalen, trajnosten. No, to ne je, ko je razlagala, zdaj je ta en produkt nastal v sklopu tega lasa naravanje. To sta bila, Marko Slapnik, Poša Zgojznik sta pisala strategijo, pa sta pa naredila ta produkt no, in ona je bila povabljena kot govornica na Ljubno, je jokala, ko je razlagala o tej trajnosti, kako ona pripadna tem, ona se je borila proti temu, da cesto zapela, pa naredi obvoz v Lučah in tako naprej, da naj posegali v reko. Ne. Tako ona je tudi tako zelo primeren, sam je tako zelo čustvena ženska, no pa, ja. No, sam se mi zdi, da glede na to, kar si razlaga, ta pripadnost tej trajnosti, da si ti isto to, jaz sem te spoznal v različnih vlogah, Yeah. In prva ta vloga, naklonjenost tej trajnosti je bila takrat, ko smo se dobili prvič na sestanku v Solčavi in se je takrat že čutilo to, da nosiš vse ta ogenj trajnosti, no, ampak tam v tem bolj pristnem smislu, ne, dostikrat je to beseda, ko lepo zveni na papirju, pa na kakem plakatu, ne? Ja, zdaj koncept trajnosti, ne, kako ga razumeš, pa kako ga sprejemaš, pa kako ga živiš pravzaprav, ne. Zdaj za mene trajnost ni neka rešitev, ko bi rekel, zdaj bomo pa vse nekaj spremenili, bomo šli trajnostno, ne, ampak je iz obstoječega poglobiti stvari, ne. Se pravi, jaz v trajnosti vidim predvsem identiteto, ne. Se pravi, ko ti enkrat spoznaš identiteto kraja ali pa lokalnega okolja, regije, kjer živiš, ne, korenine, ki so, ne, tista stvar pomeni trajnost. Zdaj, jaz najlažje primeram trajnost, ali pa kjer sem se ukvarjala z bil turizem, ne. En trajnost v turizmu ne pomeni, zdaj bomo dali pa neke, ne vem, nove vsebine, zelene vsebine, kakršnekoli vsebine, ki bodo bolj trajnostne. Trajnost je na že obstoječem, ne, tistem, kar nosi dušo, kar je srž tega. To niso neki novi spektakli, aktivnosti, ki pol izzvenijo čez čas, ko ljudje to vidijo, ne, ampak je tisto, da obudiš tiste zgodbe, ki so v ljudeh, ne. In mi zdi, da je isto vračanje k tej trajnosti, to, kar smo spoznavali, kar sem jaz predvsem v eni svoji vlogi, kot sem delala v turizmu, spoznavala, je točno ta globina, ne, točno tista njihova lokalna identiteta. In če govorimo o trajnosti v turizmu in ko ti pripelješ goste, obiskovalce, se to zelo fejst čuti. In ljudje, ki pridejo v okolje, ker živi ta lokalna identiteta, ker živi lokalna zgodba, so v bistvu zelo fejst bolj naklonjeni, povežejo se prej, ne. Tudi če potuješ, ko potujemo, kakorkoli v različne kraje, velike, manjše, ne, eni imajo dušo, eni pa mogoče sploh ne, kjer so mogoče prisiljene zgodbe postavljene noter z namenom, da animirajo obiskovalce, zame ne dosežejo tistega preboja, kot pa mogoče neka stvar, ki je na videz čisto posebno enostavna. In je neka čisto preprosta zgodba, ki govori o nekom, ne, ampak je toliko majhne vsebine v zadnji zraven noter, ker to je tisti človek, ki živi v tistem prostoru, ki je v celem svojem DNK, ki ga ima v bistvu prepojeno svojih prednikov in tako naprej, okolja, prehrane, ki je tam doživel, vse, ne, to je tisto, na kar nimaš vpliva, ampak dejansko je. Ne. To pa pomeni, da ne vnašamo invazivnih tujerodnih produktov v okolje, ampak v bistvu damo zagon zgodbam, ki so tam že desetletja, stoletja in jih v bistvu povzdignemo, jih mogoče malo posodobimo. Ja. Zdaj, glede na to, da smo danes v Velenju, ne, v Šaleški dolini, v premogovni regiji, pa zdaj glih toliko nove preobleke, ne, ko sem razmišljala, Porurje, na primer, ne, primeri dobrih praks, ki so, ne vem, vse evropske primere dobrih praks, Porurje zdaj, tudi sem videla, da se povezuje pač ta premogovna regija z njimi. Oni so iz tega, kar so bili premogovna regija, ne, govorimo v tistih časih povojnih in potem v 70 letih jeklarska industrija, premogovna, še 300 rudnikov je bilo, ne,
kakšna industrija je to težka mogla biti in pol naenkrat ni bilo ničesar več. Ne? Kaj zdaj narediti? A bo to za nek eksodus prebivalcev, ki bo šli, ne vem, iskati svojo, ne vem, neko novo identiteto v neke druge kraje. Naredili so obrat, ki je za mene najbolj smiseln, v smislu, da niso pozabili premoga, ampak so vsej te infrastrukturi, ki so imeli, so dali novo obleko. Naredili so jo, v bistvu iz nje so naredili kulturno zgodbo. Danes govorimo to o UNESCO-vi zaščiti, Porurje, Zollverein, to je pod UNESCO-vo zaščito in govorimo o nekih festivalih, kulturi, ki se je prenesla in ta mesta v tem Porurju danes živijo od tega. Niso edini primer. Drug primer imamo kot vodnica iz severno Španijo, Bilbao. Mesto, ki je bilo industrijsko onesnaženo, reka onesnažena. Pa ni bilo to samo zaradi Guggenheimovega muzeja, ki so ga postavili, ampak so dejansko lotili očistiti reko, očistiti poti, narediti prijazno. In danes vidimo, severna Španija, Baski, oni so neki borci, so isto, ko govorimo o klenosti, svoj jezik, vključno s španskim. In zopet neka kulturna vsebina, turistična vsebina, zelena vsebina, aktivnosti se dogajajo, kolesari hodijo mimo, so dirke, so etape in tako naprej. In še en primer, če lahko nanizam, jaz se zelo rada pol tudi obrnem na te primere dobre prakse, je Italija, Južna Italija. Če gremo dol, se mi zdi, da danes že skoraj vsi izleti, ko so dol v Puljo, se gre zraven Bazilikato pogledati Matero. Matero je bila v 50 letih sinonim siromaštva. To so ljudje živeli v jamah. Najraje bi se takrat Italija pokrila z zaveso, pa tega to ne obstaja, ampak tam je bila revščina tako močna in šele potem, ko so dejansko zgradili na vrhu tega kraja platformo, preselili ljudi in začeli čistiti te stvari, so naredili zopet turistično atrakcijo. Mi govorimo o italijanskem Jeruzalemu. Tam so snemali, ne vem, Kristosov pasijon, mislim, Mel Gibson je snemal, druge filme so snemali, Ben Hurja, Noga in tako naprej. Te stvari so pola, ker niso dali samo novo identiteto, ampak rekli, tisto, kar je že nekdaj v kraju bilo, so dali dodatno vsebino, to, kar smo se pogovarjali. In zopet govorimo še o enem UNESCO-tovem sajtu. To je zdaj to, kar moramo mi iz tega, kar imamo, moramo pač narediti. Ne zdaj to pozabiti, ne brisati, ampak samo z nekimi pravilnimi vsebinami dodati mogoče nov obraz kraju. To je ravno ta nevarnost, da z kričečimi novimi vsebinami, ki so recimo popularne po svetu, jih na silo umestimo v prostor, pa hkrati pozabimo na svojo identiteto, na to, kar smo bili, na preteklost in potem se ljudje, ki živijo tukaj, s tem itak ne identificirajo in potem v bistvu zgodba ne zaživi. Ja. Kaj pa misliš recimo po tvojem Porurju, ko si razlagala, kaj je tisti trigger, da se odločiš, da boš zgodbo zapeljal? Kaj je potrebno recimo, da se naredi ta miselni preskok? Ker se mi zdi, da se tudi v naši regiji še malo iščemo glede tega, kam bi radi preskočili miselno. Ker obstajajo različni načrti, pač eni v ospredje postavljajo turizem, eni energetiko, eni recimo, ne vem, rečemo temu malo večje gospodarske subjekte in tako naprej. Kaj je tisto, ko se po tvojem mnenju, čist, po tem feelingu, da je potrebno, da rečeš, ok, imamo vse, kako to zdaj dati ven, da bo pristno, da bo razvojno naravnano, da bo ljudem vlilo optimizem, upanje, pa to, kar si prej tudi izpostavlja, to, da živijo s tem, da ponotranijo to novo zgodbo. Definitivno vse to, kar smo zdaj govorili, pa povsem se strinjam, Žiga, s tabo, da nobenih rečečih vsebin. Vse, kar imate, Šaleška dolina je izjemno lepo. Jaz mislim, da vse je. Tudi, če je zdaj bil premog je identiteta. Se pravi, da to, kar bo ostalo od tega, temu je treba dati zgodbo. Jaz mislim, da v vsaki, vedno, kadar delaš preobrazbo, je treba imeti strukturo zraven. Se pravi, da veš, do kakšne širine in do kakšne globine moreš narediti strukturno spremembo. Struktura
pomeni gospodarstvo, družba, ekonomija, se pravi, v vseh porah se mora to spremeniti. Ne? Tisto, kar je dajalo nekdaj kruh, ne v enaki obliki, ampak za enako število ljudi, oziroma ljudje se itak večajo. Ne? In nedvomno ne bo dovolj samo en segment, da se bo mogoče malo podvignil. Ampak jaz mislim, da tu v osnovni prvi vrsti jaz sem zelo vesela, ker sem tudi imate razvojno agencijo v zadaj, ki oplaja pač zdaj namembnost tega z različnimi vsebinami. Miselnost pri ljudeh je pa seveda skozi komunikacijo. Nobena sprememba se ne naredi čez noč. Spremembe so tiste, ki so počasne, zato so trajnostne. Tiste ad hoc spremembe, tako smo rekli, traja kratek čas, pa se mogoče na njih pozabi in tako naprej. Ampak da se sprememba naredi v korenito, skomunicirano. In predvsem je to, da je z različnimi, vključujoča mora biti, jaz mislim, da je to, z različnimi skupinami, tako sem rekla, v vseh obdobjih življenja, od najmlajših do najstarejših. Tisti, ki se vključi v zgodbo, se čuti pripadnega. Tisti, ki je postavljen na rob, jo bodi si sprejme ali pa ne sprejme. Zato, se pravi, da to mora biti premišljeno, narejeno z strokovno hrbtenico. Jaz mislim, da vedno mora biti stroka prisotna zraven. Nekaj malega drznosti, meni všeč, da se obstaja pol tudi civilne iniciative, ki so glas drznih in tistih, ki opozarjajo na nekaj, kar se mora takisto vključiti zraven. In zdaj, na kakem nivoju, v kakšni širini to delati, jaz mogoče nisem sama toliko spretna ali pa da bi imela, mislim, da neke čarobne palce ni, da je tudi pri tem, ko to delaš, se učiš. Mislim, ena taka res velika strukturna sprememba, kot čaka Šaleško regijo, je, se da pogledati na primerih dobrih praks, medtem pa kot tu pa zelo veliko potrebno energije, dela časa, da se bodo stvari zgodile. Jaz mislim, da z primerno, predvsem premišljeno, premišljenim pristopom zraven in vključenostjo ljudi, lokalne skupnosti, takrat, ko lokalna skupnost ve, da se nekaj boljšega obeta dogaja, ko je to pravilno skomunicirano do njih, tudi konec koncev v šoli. Se tudi vaši otroci, naši otroci, zanamci, oni, če bo sprejemali neke vsebine drugačnosti, vi ste vsi, ali pa ko ste hodili v šolo, ste govorili, da ste knapi, da ste z družine knapov. Tega zdaj mogoče ne bo toliko več, kot rake dedi so bili knapi. Ampak živeti za to spremembo, se pravi, da moraš primerno nagovarjati že pač v vseh starostnih obdobjih. In gojiti to zavedanje o identiteti. Definitivno. Definitivno. To pa se mi zdi, da je najbolj pomembna stvar. In da bo vedno bo to ostala premogovna regija. Tudi, če bo imela nov obraz in nove vsebine in nove. In to je konec konca pa je, zdaj verjetno nisem edina, ko tako razmišljam, ampak to je nekaj, kaj je to dolino naredilo tako, kot je. Uspešno. Zdaj si že prej razložila tudi za Porurje, da v bistvu še vedno, ne glede na to, kam se njihova zgodba zapelje, še vedno je izraz, da gre za premogovno regijo. Seveda. Ne glede na to, da ni več izkopavanja premoga, ampak to je njena identiteta. Točno to je v bistvu njeno ime. Tako je. Tako da... Se mi zdi pa zanimiv ta moment pri tvojem razmišljanju o konceptu trajnosti v turizmu, da se osredotočaš na to plat, ne na tisto, ki je prisotna v nekem mainstreamu preoblačenja v zeleno, trajnostni turizem v smislu zmanjševanja vplivov na okolje, se pravi čiste ekološke posledice turizma. To se mi zdi v bistvu ful dobro, vedno prej smo se bolj pogovarjali o tem, pa še enkrat, tudi razni ponudniki, ki se recimo sklicujejo na to, da so trajnostni, v ospredje postavljajo to, pač zmanjševanje ogljičnega odtisa, varčevanje z viri in tako naprej. Ja, jaz mislim, da to je potrebno naslavljati. Sej to konec koncev je neka realnost, ampak ta zeleni prehod ali zeleno, kakršnokoli, zelena barva sama po sebi ni trajnost. Mislim, vsaj jaz jo ne razumem kot trajnost.
tudi zeleni prehod ni menjava energenta, če že gremo na to, ne. Ni zdaj to, bomo pa premog dali stran, pa vetrnico postavili, pa smo zeleni, ne. Tako sem rekla, to so strukturne spremembe, ne. To so spremembe, ki se začnejo pri posamezniku najprej, to niso spremembe, ki grejo od zgoraj dol, ne, ampak ki jih moraš ti kot neka skupnost sama početi, najprej pri sebi. Tudi če mi to tako naglašujemo, je več, ko bo tega ozaveščanja, tako smo mogli začeti ločevati smeti, lažje bo, ne, ampak pri posamezniku. In jaz se strinjam s tem, seveda, trajnost mora biti ekološka, ampak jaz mislim, da pri tistih, ki zdaj zelo eminentno naslavljajo, da so ekološki, ker so pač, ne vem, v neki stvari, ne, da so zelo dobri primeri prakse v naši dolini, po Saša regiji, kjer je cel čas za trajnost prisotna. Ne? Se, v bistvu niso nikoli naslavljali, ampak so jo živeli. Bolj, ko gremo mi v Zgornji Savinjski dolini proti koncu doline, večja je ta prisotnost. Ne? Pa ne rabijo naslavljati, ker to je pač njihov koncept življenja. Ne? To je zdaj tista identiteta, ne? To so tiste korenine. Ne? In jaz mislim, da nekje v naših koreninah ali pa zavedanju ali pa neki naši prvobitnosti pa je, zdaj pustimo, kaj je ta potrošništvo in tako naprej, to zdaj na nas naredilo nek impakt, ne? In se tako obnašamo, ampak sej mogoče paradoksa, ne? Kapitalizem, potrošništvo pa trajnost, ne? Kaj bomo zdaj trajnost v kapitalizmu implementirali, ne? To se gre pač pri posamezniku, ne? Zakup. Ja, sploh pri eni taki panogi, kot je turizem, ki še vedno bolj sloni na tem množičnem delu kot na butičnem. Ne? Saj neke stvari bojo vedno masovne. Jaz mislim, da se temu ne moreš izogniti, kot je recimo nek Disneyland ali pa ne vem, kakršnekoli te atrakcije. Ne? Tudi se bojo spele, pa se bojo nove pojavile, ampak še vedno so, ne? In bojo. Sej to je tudi vzgib, zakaj ljudje potujejo, ne? Ampak tudi ugledajo si lahko, ampak jaz mislim, da pri tem, ko ti delaš trajnostne turistične produkte, moje videnje tega je, izhajaš iz zgodovine, tu pride zdaj ta moja ljubezen do zgodovine, ne? V zgodovini, ko se vračaš nazaj, ne, ljudje, ko so nekaj ustvarjali, ali pa če se vrnem, zdaj pač, glede na to, da raziskujem Rim, oni niso gradili znamenitosti. Niso zavedali takrat, ko so, oni so gradili infrastrukturo zase. In to je v bistvu, to so bile strukture. Oni so razmišljali tako, povezovali so, mreže so delali. In to je tisto, kar mi danes isto delamo. Zakaj so delali mreže, ceste zaradi trgovine, zaradi gospodarstva, zaradi družbe in tega. In to isto mi danes delamo. S to razliko, da so pač zdaj tiste stvari kot znamenitosti, ki jih mi hodimo obiskati. Ampak so trajnost. Mislim, kaže njihovo neko pristop k temu, ali pa način gradnje, ali pa razmišljanje tistega časa. In jaz isto mislim, da ko ljudje potujemo, pa so to majhni kraji, tam vidiš tisto identiteto, tam so neke male stvari, ki mene vsaj osebno prevzame, navdušijo, nek mali obrtnik, neka mala delavnica, domača pristna hrana. Koliko pa damo mi na to, da se nekje dobro domače najemo. Sploh ne razmišljamo pol neki hitri hrani, ne? In mislim, to so tisti koncepti, se mi zdi, ki razlikujejo to masovnost od te majhnosti, mi jo imenujem butičnost. Sej v naši Sloveniji nič nekaj dosti velikega, ne? Mi lahko govorimo zdaj v vsakem mestu, vsake vasi, vse posod, da so to majhne, drobne stvari, ne? Jaz vedno mislim, da je naš izziv povezovanje. Jaz, če mogoče nisem toliko vpeta v turizem Šaleške doline, ki se mi zdi, da je izredno razvojno naravnan, z zelo dobrimi produkti, ki se zdaj odvijajo, nastajajo, je za primerjavo Savinjska dolina, pa tak Zgornja Savinjska dolina, en tak biser, ki pravzaprav jaz mislim, da najbolj kliče po povezovanju. In to je tista nota trajnosti, ki se mu mora dati. Da ljudje bodo prišli, da ne bodo se peljali skozi ali pa šli samo do skrajnega konca, pogledati biser in
in se ne ustavljali vmes, ker mi imamo, če gremo po naših občinah v Savinjski dolini, imamo spet toliko enih različnih obrazov, ki vsak zase govori od, ne vem, Nazarje, ki so, ne vem, pa rečemo Nazaret, Savinjski Nazaret, pa potem imamo Ljubno, ki je flosarija, zdaj so smučarski skoki prepoznavni, Luče ima svojo kulturno dediščino, ki je izredno močna, in potem imamo Solčavsko, Zlogarsko dolino in tako naprej. To so zgodbe. Izredne, izjemne, za nekoga mogoče take, da, ampak mi jih moramo postaviti na primeren pedestal. Jaz sem zelo vesela v Sloveniji, ker se po regijah dogaja res odlične zgodbe, Bela krajina za svojo zgodbo, Kočevsko svojo zgodbo. To so zgodbe, ki so na povsem njihovi lokalni identiteti nastale in so dobre zgodbe. In te se mi zdi, da enako lahko in morajo nastati tudi v naši Saša regiji. Je pa tukaj tudi priložnost za večje povezovanje tukaj čez tale hrib, kar loči Savinjsko pa Šaleško. Se mi zdi, da včasih ravno Jureta smo imeli iz kampa Menina, ki v bistvu pripelje sem ljudi. Pa v bistvu to sodelovanje po njegovih besedah še ni izpiljeno in v resnici ponuja veliko priložnosti, da bi stvari gostu, ki pride sem, ki je na nek način išče neko pristno izkušnjo, ki je nikjer drugje ne more najti, mu je treba pol v bistvu odkriti te zgodbe, ki so povezane. Konec koncev imamo tudi dnevne migracije iz Savinjske v Šaleško zaradi služb, smo bolj prepleteni, kakor si mislimo. In tukaj je ta vnos teh vsebin, ki so tuje rodne. Jaz v bistvu primerjam to z invazivkami, rastlinami, ki v resnici pa prerastajo, postanejo monokultura in v bistvu na ta način zbrišajo identiteto pokrajine in z nekimi temi muhami enodnevnicami, kot so zipline, tisto, kar v bistvu vidimo v tujini, pa ne govorijo naše zgodbe. Razumem, da je lahko zipline tudi zanimiva zgodba, ampak dajmo ga narediti tako, da bo to zipline, ki bo pripovedoval neko zgodbo tega prostora. To se mi zdi, da je na eni strani priložnost, povezovanje, na drugi strani pa izpostavljanje zgodb, kakor si tudi rekla. Spravim, jaz strukturno, to je pač moj način, ko se postavijo strukture. Šaleška dolina ima nekaj, kar Savinjska nima, in kontra. Zdaj pa jaz mislim, da most definitivno obstaja, češ druga infrastruktura postavljena, cesta vozi in tako naprej, kot sam rekel, v dnevne migracije. Zdaj pa je potreben še most povezovanja, sigurno. In jaz mislim, da pri vsem tem, ko se lotiš take stvari, je pomembna zopet, malo drznosti, veliko stroke, ozaveščanja, izobraževanja, ljudje morajo videti svojo priložnost. To ni nekaj, kar ti njim potisneš, da moraš sprejeti, ampak moraš sami začutiti to. In to je, se mi zdi, vse ostalo, kar je nekaj, s čim se identificirajo, je pač problem. In ja, jaz se strinjam z Juretom. Jure je naredil prepoznavnost kampa, on je zelo veliko naredil za prepoznavnost Zgornje Savinjske doline, saj konec koncev pustimo zdaj nesrečen poplave, ampak tudi Jure je ostal potem, on je pač zavihal rokave, kamp spravil nazaj v delovanje in je po obiskanosti, po vsem, po prepoznavnosti je en glasnik turizma, ki se dogaja tam, ni pa edini. In spravim, te akterje, ki so, je potrebno dati jim dežnik, se pravi, jaz vedno govorim, to mora imeti hrbtenico, da lahko delajo. Stroka mora pomagati, mora jim nuditi neko oporo razvoja tega, kar oni morajo delati to, kar znajo, čem so dobri. Vse ostalo bi bilo dobro, da je lokalna skupnost tista, ali pa kjer so, da jim nudijo podporo. Brez podpore, se veste,
tudi tisti, ki imajo dobre zgodbe doma, ne, pa bi se mogoče nekaj šli, pa ni dost znanja ali pa mogoče drznosti ali pa ne vidi toliko priložnosti, en mali puš pa potem, da je v varnosti, ne, da ima varnost, da je ok, če pa tule zdaj ne bo šlo, se bomo že pa se malo pomenili, pa ne, pač samo sedli, se tudi kmetje imajo pomoč in pridejo pospeševalci, pa jim razlagajo, pa jih učijo, ne, isto je turizem, ne. Turizem je generator, v bistvu eno delovno mesto v turizmu vpliva na 4 ostala, ne, se to ni neka moja dognanja, to je čisto posebno dokazano, ne, in en izmed definitivno menikov, ali pa nekaj tisti, ki ustvarjajo prihodnost naše regije, Saša regija je turizem, seveda da, ne, premišljen, tak z identiteto, kot smo se pogovarjali, ne, in ne ad hoc narejen, seveda ne. Ampak tu mi govorimo, jaz sem navdušena bila nad muzejem premogovništva, ko sem dobila knapovsko malico. To se meni zdi top produkt za to. In tudi potem vse, kar se da s tem muzejem premogovništva narediti, ne, in so bile različne te večerje o tem in tak naprej, ne. To so stvari, ne, ki potegnejo. Ampak to, da ti v bistvu vidiš, na kak način so k nam prišli, kam dol so se spustili, nekje je res tisto, ko razumeš, zakaj pa, ko pride ven na plano, pa ne, zakaj se reče, srečno in tak naprej, ne, koliko so lahko veseli bili, da so prišli ven. To se mi zdi, ja. Ampak kaj je zanimivo tudi to, no, da ti ne izhajaš iz Savinjsko-Šaleške regije, rodom, a ne? Ja. Kaj je v bistvu te pripeljalo iz Slovenskih Konjic? Ja. To je kar precejšnja distanca, glede na to, da zdaj v bistvu že desetletja funkcionirajo zdaj na tem koncu. V bistvu zdaj najprej turizem, seveda, jaz sem precej časa sem se ukvarjala z profesionalnim vodenjem in tako, se pravi, incoming, se pravi, turisti, ki so prihajali k nam, pač tudi skupine v tujino, ne, in med drugim naša vzhodna kohezija, pa takrat ta vzhodni del Slovenije se meni zdi tako še ne obdelan, ampak tak skrit je še pred tujimi gosti, obiskovalci, kakorkoli. Že tega se lahko veselimo, lahko tudi mogoče si mislimo, nismo še pravilno uvrščeni. Ne? In jaz sem zelo rada vodila po teh naših teh vzhodnih delih Slovenije, med drugim tudi v to Zgornjo Savinjsko dolino turiste. Jaz sem bila zelo navdušena, ne. Sem prihajala tja, oni so tako zadnji, da so že spredi. Ker pač, ja, res, ker so živeli. Tako moda, ko se vrne vsake toliko let. Živeli so v tistem svojem življenju, pač kakršnega so imeli, glede na danosti, in da so res toliko stran od tega, kar se je dogajalo, ne vem, v mainstream takrat. Ne, in da se jih je doseglo, ampak niso dali kaj dosti preveč poudarka. In jaz sem to začutila tam. Ne. Bilo je pa tudi neki stvari, ki me pa dejansko kot delavka v turizmu zmotilo, ker pa ni bilo na voljo. Se pravi, ni bilo še teh povezav, ni bilo ponudbe, gostinske, take drugačne. Teh malih stvari, ki jih ti rabiš kot support, osnovna funkcija, da lahko stvari pač nemoteno potekajo. In jaz sem se takrat v bistvu ustavila, potem tam v tem na Solčavskem prevzela Zavod za turizem in jaz mislim, da v tistem času vodenja tega zavoda je meni bil največji draž sodelovanje z ponudniki oziroma s tistimi lokalnimi ljudmi, ki sem jih jaz takrat spoznala. Kmetije, visokogorske, 6-7 stoletij, govorimo res o enormnih tudi hektarjih, ki jih ima, na kak način obdelujejo, na kak način pridelujejo in predelujejo. In tu se mi zdi, da je to je v bistvu hrbtenica tistega Solčavskega. In tam se je v bistvu moja zgodba začela. Ja, sami Slovenskih Konjic, tudi zelo rada imam svoj kraj, kjer živim, še vedno živim v Slovenskih Konjicah, tudi nekam imamo pač vinogradniško identiteto, ampak poslovno pa še vedno, ampak drugi del je pa še vedno vezan na Zgornjo Savinjsko dolino. In se mi zdi, da
nekako pol toliko časa že funkcioniraš tu noter, v bistvu razmišljaš, ne, sploh, jaz sem bila še prisotna tudi poslovno, ko se je ujma zgodila, ne, posekati noge, kako pa zdaj naprej, ne, tist, en del, ko se moraš ostati, ne, nekaj se naučiš, ne, narava je nepredvidljiva, skratka, zaenkrat sem še tu, a ne, in nekako kaže, da še nekaj časa bom, zdi se mi, da se stvari spreminjajo, seveda na bolje, ne, ampak še vedno je pa zelo veliko prostora za to, da se okrepijo. Pa ta zgodba povezava s turizmom, ne? Ja. Oče je bil vodnik, ne? Ja. Turistični. Res je. Je bila to vstopna točka? Ja, sigurno da ja. V svojih najstniških letih sem jaz dejansko rasla s turizmom. Ne? Spravi, da sem rekla tako, da prvobitno sem v gimnaziji, ko sem hodila, sem imela zelo veliko afiniteto do zgodovine same. Jaz sem to želela študirati. Sem želela študirati sicer arheologijo, no? Ampak ja, potem pa zgodovino ni prišlo, se pravi, do realizacije. Šla sem študirati ekonomijo, se pravi, doštudirala sem ekonomijo in nekako danes, ko pogledam nazaj, takrat se mi zdel, to nisem jaz. Nikdar ne bom vesela, nikdar ne bom srečna, ne? Je pa zdaj, ko sem pa podjetnica v tem delu, pač, da imam podjetje, ne, mi daje pa to tisto prizemljenost in realnost. Ker vsak dan moram se spopadati z stroški in s vsemi temi stvarmi, ki pridejo. V osnovi prva ljubezen je bila zgodovina in jaz sem kot turistična vodnica, seveda to je oče delo, jaz sem to videla, modus operandi je bil, sabo me je vzel, sem pa zelo dobro skompenzirala, te dve moje pač neka ljubezen, kakorkoli že, in zato sem jaz tudi v času, ko sem imela redne zaposlitve, sem v prostem času ali pa v dopustih, sem še vedno rada bila vodnica, ker sem to kompenzirala. Jaz sem pol sicer šla podiplomsko na turizem, kjer sem preučevala to dediščino Zgornje Savinjske doline in takrat to vidiš pol v bistvu, ko klepetaš z ljudmi in ko delaš ko raziskave in tako naprej. To je bil mogoče še en tok moment zavedanja in zdaj v bistvu, ko sem dodala še temu zgodovino, bi se človek mislil, da sem cik-cak, koliko enih nekih različnih vsebin, meni se pa zdi, da to deva tak plastovitost, meni osebno zelo močno, tako sem rekla, v podjetniškem smislu je tist, znam brati, se pravi, razumem delovanje, podjetništvo, se pravi, mi je gospodarstvo nekako jasno, na drugi strani se pa v turizmu zavedam, kaj pomeni zgodovina. To, kar smo se pogovarjali, to pomeni identiteto, to je pa globina, to je pa razumevanje. In ko ti postaviš, meni je povsem jasno, da nekaj, kar delaš, ali pa turistični produkt, ki ga narediš, ga moraš narediti tržno vzdržnega. Tudi ljudem mora biti to jasno. To jih je treba izobraziti, da ni to za nekaj, da se bomo mi nekaj zmislili, nekaj postavili, pa že bo, kakor bo. Ampak premišljeno, dolgoročno. To se mi zdi, zdaj, ko gledam, ima vse smisel. To, kar jaz delam, ima smisel. Čeprav za nekoga, če me gleda od zunaj, mu je nesmiselno. A si se naučila brati, recimo to, ko si povedala, da si prišla v Zgornjo Savinjsko, pa si videla dobre stvari, pa si videla, kaj še mogoče manjka. Je to bilo že recimo že v času, ko se mi zdi, da potovanja v svet, ko greš, se naučiš brati stvari, najdeš potencijale, vidiš kvaliteto in to lahko preslikaš v domač prostor, recimo, da ti da te izkušnje, potovanja, vodičke in tako naprej, da ti dajo to, da vidiš mogoče stvari, ki jih noben drug ne vidi, recimo v danem prostoru. Se pravi, pač, ne vem, nek lokalni kmet, na primer, prideluje za sebe, je samozadosten, pa to ne vidi, pa mogoče možnosti povezovanja, včasih celo ne vidi lastne identitete, ki mu je to samo po sebi pomembna, ta njegova zgodovina, da se niti ne
obrača nazaj ali pa in ne vidi teh kvalitet, ne? In so včasih je togo. Jaz bi celo rekel, ne vidim moči lastne identitete. Celo obratno dvomi vanja. Da ni zadosti, da se lahko v bistvu predstavi in proda svojo storitev. Ja, ker sploh ne prepozna v osnovi svoje vrednosti, ne? Nima niti vrednostnega sistema v kontekstu neke globalne umestitve. So to morda? Potovanje definitivno širijo horizont. Ja. Jaz mislim, da so to še vedno najboljša investicija, ki daš ti vase. Je pa res, da je moj način razumevanja potovanj kot vodnica je bilo vedno to, da sem se vedno ukvarjala z njihovo zgodovino. Spravi, sem iskala identiteto tega. In tudi tista zdaj je bila tista ljubezen in tudi mislim, da moji potniki ali pa moji gosti ali pa kakorkoli so bili zelo veliko zasuti s temi stvarmi, ker jaz, ko sem vodila turiste, glede na to, da sem bila kar precej časa vodnica, sem bila v bistvu tudi v nekih tokovih, ko so se načini vodenja spreminjali. In od tega, da so bili precej zelo skopo analitični, in da so mi podajali vsebine zelo pač tako številčno ali kakorkoli že, so danes obiskovalci, ki ti prisluhnejo, so zgodbe. Takrat, ko imaš ti zgodbo, ko ti razložiš identiteto ljudi, zakaj so tam, na kakšen način so tam, s čim se ukvarjajo na tej zemlji, v tem kraju, to ljudi potegne. In pa oni to doživijo skozi kulinariko, skozi neke aktivnosti, ki jih delajo, ki niso pač zdaj, tako smo rekli, niso spektakli, ampak so neke male drobne aktivnosti, ki se tam pojavljajo. In ja, ti v bistvu vidiš, ko potuješ, ko srečaš te lokalne ljudi, ko imaš z njimi možnost spregovoriti kakorkoli že, vidiš, na kak način oni rešujejo, se ti vedno pobereš dobre stvari, preslikaš, preneseš, in to je prav. Ja, zgodi se velikokrat. Čeprav jaz sem tako rekla, kot vodnica nismo velikokrat, razen mogoče pri kakih bolj adrenalinskih ali pa avanturističnih potovanjih, zahajali v neke manjše kraje, ali pa se to dali. Ali pa da si imel ukomponirano mogoče, da si se pač družil z domačini na eni izmed destinacij. In vidiš, na kak način, tu smo mislili, na primer v Egiptu, kjer so poklicali se nubike in so one prišli in so razložili svojo kulturo, njihov mindset, in zraven, koliko so one s tisto druženje, ko so bile pač v takem in drugačnem okolju, s tem, ko so delali te zapesnice in tako naprej, in prodajale. Jaz mislim, da teh zgodb je posod, kamor greš polno. Ja, jaz se povsem strinjam, ne zavedamo se dovolj identitete, ali pomoči identitete posameznika. To je tisto opolnomočenje, ko govorimo v trajnostnem, da moramo ozaveščati. Se pravi, da naslavljati že od malega. To je naša identiteta. In jaz mislim, da na tak način gradimo tudi to domoljubje, pripadnost, da se ne ukvarjamo s tem begom naših mladih, kar je zaskrbljujoče, ampak da ljubijo svojo zemljo, kjer so, kraje, kjer živijo. Jaz sem zelo rada zdaj doma in Sloveniji. Ja, res. Ko sem bila pa mlada, sem pa verjetno tako, pa marsikaj od nas predstavljala. Velika mesta, veliko priložnosti in tako naprej. Zdaj se mi zdi pa, da sem prav ponosna, sem doma v Sloveniji. Res. Ja, lepo. Ker to, praviš, potovanje in njihov smisel, ravno skozi to prizmo spoznavanja drugih, si odpirati neko pot do sebe, da se pač vprašaš na drugem koncu sveta, kaj pa jaz doma, moje bistvo, identiteta in mojega okolja. A je pol recimo ta instinkt prepoznavanja možnosti, potenciala, je to vodilo recimo do tega, da si ustanovila zavod zasebni kreativnega turizma? Ja. A je bilo to? Ja. To je bila pa želja. Nekako moraš izraziti, jaz mogoče nisem pravi glasnik ali pa nisem kričač, ustvariti
strokovno podporo ali pa hrbtenico ali pa nekaj, kar bi pomagalo pri razvoju turizma. V Zavodu kreativnega turizma smo bili vsi iz stroke. Bili smo vsi, ki smo se ukvarjali s turizmom na en ali drugačen način. Ne samo, da smo se ukvarjali z njim, ampak ki smo ga dejansko tudi študirali in ga v veliki meri tudi razumeli. Vsi popotniki s takimi in drugačnimi kilometri na različnih, rekla, ali pa v različnih porah gospodarstva in javne uprave, ker ti vidiš ali pa lahko kritično pretreseš, kaj je dobro in kaj ni dobro, združiš bonuse, daš tiste malo, se mogoče malo na stran in skušaš to prenesti v neko okolje. Sistemsko, strukturno, ampak predvsem strokovno. Potem pa je na okolju, kako to vzame. Jaz vedno sem za to, da tudi mali kraji morajo imeti razvojno pot. Ti cilj moreš imeti, a ne? In potem je pot, ki te pelje do tega cilja in to je zelo dobro za take kraje, da ali je napisano na papirju, ali kakorkoli že, a ne? Da se znajo ljudje k temu vračati, da tisti, ki so bodi si odločevalci, so kreatorji gospodarstva ali pa turizma, kakorkoli že, da grejo vsi po isti poti. Ker tista je potem bolj ravnost, hitreje prideš do cilja, ne? Zdaj pa, če vsak vleče svojega konja nekam na ono, ne, se pač pol dlje časa rabi, da se pride do samega cilja, kar smo si ga pač namenili, da bi. Ja, zavod je v bistvu imel, ali pa še zdaj bom rekla, je to poslanstvo. Pomagati lokalnim skupnostim, ker nimajo, mi vemo, da glede na to, da imamo res veliko število občin in malo strokovnega kadra v turizmu nasploh v Sloveniji, da je manjko skoraj da vsaki občini. Na eni strani govorimo tudi o projektnih zadevah, ki verjetno vsi poznate, da to niso preproste stvari. In ker občine in lokalne skupnosti nimajo nekega kadra, ki bi ga lahko postavili tam in bi zdaj bil pač strokoven kader za to. In tu smo mi, naša ideja ali pa ideja izvorno je bilo to, da bi se pač na tak način pomagalo soustvarjati v takih sredinah, kjer si želijo pač potisniti turizem ali pa nimajo nekih osnovnih entitet, ki bi se ukvarjale s turizmom, da bi jim na tak način pomagali vzpostaviti te stvari. Je pa res, da družba, kakor je bila super in raznolika, toliko smo pač v bistvu naredili smo strategijo za občino Mislinja in nekaj časa nazaj smo se pogovarjali, lepo sledijo strategiji, pač, kakor še bila napisana, da so pa naše poti v bistvu toliko. To je bilo neka dodana vrednost vsakega, ki smo se ukvarjali, ampak poti pol v bistvu, ena je postala mamica, ustvarila se družino, ena je šla pol čisto druge vode. Kolega, s katerim sem bila zelo močno tudi vpeta, je šel na potovanje okoli sveta in skratka, pa pač pridejo tiste življenjske priložnosti in tako naprej. Je pa to ena platforma ali pa zasnova, ali pa ideja, ki lahko zaživi v katerem koli momentu. To so, se pravi, ti če si enkrat strokovnjak, si strokovnjak neodvisno v katerem času te pač nekdo pozove. Odreagiraš, pač lahko prisostvuješ in pomagaš za znanje, ki ga imaš. Kako pa misliš, da se odločevalci pri nas, v naših lokalnih skupnostih zavedajo te potrebe, a ne po neki strokovni podpori pri strateškem razmišljanju o razvoju turizma. Sprašujem zato, recimo, ker vidimo pač to polariziranost pri nas, da se nekako ta incoming turizem osredotoča na Ljubljano, Piran, Bled, Ptuj, kjer si želijo, recimo, da bi imeli mogoče manj gostov, pa bolj kakovostne programe mogoče, in na drugi strani imamo še toliko enih destinacij, ki si jih prej omenjala, ki ogromno ponujajo, pa mogoče ne dosežejo trga. In zdaj se pravi, te recimo zapostavljene destinacije, koliko posegajo po strokovni podpori pri tem, da začnejo prodirati? Z mojega vidika premalo. So lokalne skupnosti, kjer je
želja ali pa nekaj tudi mogoče fokus ali pa osredotočenost na ta razvoj prisotna. Mi govorimo zdaj tu, vse je to povezano in s proračunom in sredstvi in s projekti in z konec koncev tudi tisti kraji, ki so mogoče niso toliko prepoznavni na slovenskem zemljevidu, pa vendar so izredno lepi in ima dosti za pokazati, se zavedajo tega, tudi Jeruzalem, naprimer, ampak oni so svoje delo opravili odlično. Tam so se zavedali, tam so dobili stroko in so postavili. Jeruzalem je danes, mislim, prepoznavna butična destinacija. Je pa res, da jaz vedno pravim, mi, direktorat za turizem, jaz v osnovi sem mišljenja, da bi turizem mogel imeti svoje ministrstvo, če govorimo tako, ker naše sosednje države jih imajo in to ne bi rabilo biti za ne vem kako, ministrstvo, ampak ti rabiš dežnik, ti rabiš hrbtenico za razvoj. In jaz mislim, da tudi potem, če gremo naprej na naš STA, se pravi marketinško našo agencijo, ja, jaz mislim, da tudi pri njih je tendenca, da bi se podprlo marketinško destinacije, ki so mogoče malo manj znane, ampak na destinaciji stvari morajo stati. Ti moraš, tudi če pride tam, moraš izposlovati neke 3 dni za obiskovalce nekih stvari, ki bojo podoživeli. Haloze se zelo lepo odpirajo. To so zdaj neki taki novi biseri, ampak tam je potrebno pa zdaj imeti stroko, ljudi, malo drzne, malo take, in spet tisto lokalno njihovo srčiko, da bo ustvarjali te produkte. In jaz sem prepričana potem, da bo tudi STA bo to z velikim veseljem, kot je bilo za Jeruzalem, da bo to pač naredil potem tudi na mednarodnem parketu prepoznavnosti. Pa spet, koliko si neka skupnost želi. Saj tudi imaš ne samo pospeševalce, imaš tudi zaviralce. Povsod so, Ja, in tudi te okoliščine, s katerimi se pač v gospodarstvu trenutno soočamo, da tudi na področju kakovostnih storitev v turizmu imamo kadrovske primanjkljaje, ne vem pač kako zdaj motivirati ljudi za zaposlitve v turističnem storitvenem sektorju. Ja, jaz mislim, da če se nahal, kar so mogli isto za gostince narediti, sej ti moraš, tako sem rekla, začne se že pri zanamcih, pri majhnih, izobraziti, navduševati, nuditi neke programe, kjer se bodo našli, Turizem ne sme biti, mislim, se tudi v turizmu imaš veliko različnih vej tega turizma, od ponudniškega, gostinskega, ne vem, adrenalinskega, avanturističnega, različne tipe imaš storitev, ki so v turizmu. Poklic je definitivno, če ne samo realno privlačno narejen, doseže potem nek ali pa je moč nek voz ali pa konj potegne pa tudi z neko mladino. Ja, je. Sej, na eni strani imamo ta naš srečen Gen Z, tako mi pravimo, zdaj generacijo Z, ki bi takrat, ko so vsi prosti, bi tudi oni bili prosti, ampak turizem je takrat najbolj vseobsegajoče delo, prazniki, počitnice in tako naprej. So pa na koncu to zelo lepi rezultati, ker v nekem segmentu je turizem celo, tako mi se rekla, užitek delati. Jaz nikdar nisem jamrala, ko sem mogla, ali pa nisem se, sama pri sebi nisem tega doživljala, če sem mogla iti, ne vem, za novo leto, da me ni bilo doma, ali pa za prvomajske praznike, ali pa tako. Iz tega umanka nisem čutila, ker to je bilo meni draž delati. In zdaj, če je pravilno prezentiran, ne samo, mislim, ja, poklici, ki so vse v turizmu, zopet je treba narediti, tako kot pa za vse deficitarne poklice. Mi bomo mogli pripeljati, mi starejši, ki imamo že kilometre za sabo, napake, izkušnje, mi bomo mogli narediti to zdaj za mlade ali zanimivo, privlačno, nekaj, s čimer se bojo znali, ali pa bojo znali ponotranjiti, ali pa si bojo želeli in tako naprej. Videti, da bojo videli priložnost v tem. Čeprav je tukaj noter to zelo močna ekonomska komponenta,
v bistvu koliko za vložen delo, jaz v bistvu dobim pol plačano. Ker recimo to, kar si ti izpostavljala, je problem tega, da so v gostinstvu recimo, so podplačani, ampak ravno po drugi strani ta dodana vrednost, da se ne v bistvu samo postreže nekaj, ampak da se v bistvu postreže zgodbo, je po mojem tukaj priložnost, da se nauči, kako se tukaj dvigne tudi zaslužek na drugi strani. Zaradi tega, ker ravno na Krasu, sem bil prejšnji teden tam, fajn, radi bi spet nazaj travnike vrnili, ker se pač zarašča pokrajina, zato je treba v bistvu tudi spet past te travnike, ki se nazaj vzpostavijo. Ampak tukaj je ravno ta ekonomska komponenta, ko se pač ljudem ne splača to početi. Hkrati je pa ohranjanje biodiverzitete, se vlaga denar v ohranjanje te biodiverzitete, ampak potem pa ni na drugi strani ljudi, ki bi to vzdrževali, zaradi tega, ker konec koncev mladi se s Krasa odseljujejo, zaradi tega, ker ni pač ekonomske računice in se vračajo zdaj iz drugega načina, pač iz drugega razloga. Iz razloga, ker je tam mir, ampak kvaliteta življenja, vendar pa ne upravljajo z pokrajino. Zaradi tega, ker v bistvu iščejo mir, odklop, delajo od doma, skratka vse to omogočen. Ravno tukaj je ta način, kako naučiti ljudi, zato se strinjam s tem, da je treba od malega učiti, že z otroci začeti, kako bodo znali pripovedovati zgodbe, ki so njihovih prednikov, da bojo se pri tem imeli fino, pa v bistvu je potem stranski učinek še to, da bojo ekonomsko lahko si prvošče stvari, ki si hoče. Točno to je. In jaz sem vam dala primer, zelo dober primer, ki naslavlja točno takšno stvar, ki se je zgodila. Mislim, je primer iz Solčavskega, visokogorska kmetija, dva otroka, seveda rasteta, tam je pašna živina, imajo ovce, vozijo v planino, tam so celo poletje pač živali v planini in tako naprej. To je bilo otrokom položeno. To so otroci živeli s tem vsak dan. In potem si vprašal najstniškega sina, ki je končal srednjo šolo, kaj si ti? Sem pastir. In majerica, ki dela, mislim, ki moze in ta celo poletje na planini. In kaj v tistem času na planini on dela in razmišlja, ko nima signalov in vsega tega. Si ne znaš predstavljati, pa dejansko to je, zato ti izbrosite to vzaj, da ste že v spredi, res je to, ampak to so potem otroci, ki ostanejo tam. To so tisti, ki ženejo naprej te kmetije in ta način življenja. In če danes gre se tja, jaz mislim, da to je zelo lepo in tudi marsikdo bi bil presenečen, ko bi to videl, da to dejansko še obstaja. In je res. In to je tisto, kar mi vzgajamo že doma, torej tam in tudi sem prepričana družine, ki bojo živele na Krasu, tudi če se zdaj ne ukvarjajo s tem, da z biodiverziteto in tako naprej, ko se ti začneš v neko lokalno skupnost vklapljati, začneš te stvari videti, ker te pridejo. To ni nekaj, pred čemer bi ti bežal, Ok, vse si lahko mogoče bolj pasivni, zraven, gledalec, ampak tako naprej, ampak otroci bojo pa minglali med sabo, se pravi, se bojo družili. Ti koncepti morajo biti dani v naš šolski sistem. Jaz mislim, da to imamo že rigidnega, da ga mogoče po nekem stoletju in dveh ga že res lahko spremenimo in ozavestimo te. Se tudi konec koncev mi, ko rečemo, da iščemo mir, začnemo razmišljati o tem, kak mir rabimo. Ja, pa bom kupil kmetijo, pa bom upravljal, pa mogoče bom imel kmetijo, pa bom imel sem travnik, pa bom nekaj, pa bom prste dal v zemljo, zemlja pa terapevtska in tako naprej. Saj tudi
mi smo se že v bistvu začeli zelo spreminjati, ne. Če smo nekdaj drveli v mesta, pa to, da smo imeli pa v bloke, ne, zdaj drvimo nazaj na deželo. Mislim, drvimo, pač iščemo pobeg. Ej, ko si razlagala, da je pač, da ima vsak neko svoje bogatstvo, nek individuum za sebe, govorim zdaj recimo o nekih kmetijah pa to, a ne. Potem imaš pa regijo ali pa recimo neko lokacijo, ki mora biti, ki jo postaviš na turistični zemljevid kot neko destinacijo. Ja. Kje se začne po tvojem brand? Kje je tista krovni skupni imenovalec? Namreč, zakaj hočem to izpostaviti? Zaradi tega, ker lahko povem primer Šaleške doline. Ne? Mi imamo 3 jezera, ne? Ki ležijo v 2 občinah. In vsaka od občin ima svoje jezero. Mi imamo 3 jezer, če govorimo iz vidika občin. Ne? To zdaj govorim zelo tako posplošeno, ampak tako v osnovi je zadeva takšna. Vsak operira s svojim jezerom. Zelo redko kdaj se vidi potencial, ki ga vsa 3 jezerje to nudi. Ne? Enako imamo potem težavo s tem, da imamo nek skupni brand, turistično destinacijo. Ne? Mi smo bili uvrščeni kar nekaj let nazaj, ko so naredili celo študijo Slovenije, smo bili uvrščeni med termalne regije, ne? Ki je zdaj v bistvu je to zelo blagi zametek tega, kar hočemo tržiti, to se pravi terme, ne? Oziroma izviri termalne vode. In recimo večno vprašanje zdaj v zadnjem času je to, kako pokriti najprej Šaleško dolino, se pravi z nekim brandom, z neko zgodbo, kaj šele potem celo Saša regijo. Zato je prej že Žiga izpostavil to, da imamo pač fizično omejitev med obema dolinama, ki je včasih kar, ne glede na to, da imamo infrastrukturo, ki povezuje, kot si že omenila, je v bistvu po eni strani je nek zid, ki ga zelo težko nekatere inštitucije ali pa tudi posameznike lahko preskočijo. In zdaj imamo recimo na nivoju doline je res težava z identiteto. Zato se tudi nemalokrat zamenja grafična podoba. Imamo kar nekaj različnih zdaj znakov. Sem pa pač že kar nekaj let nazaj zaznal recimo, kako so se Avstralci tega lotili in je njih, ali pa Islandci, cel otok je identiteta, brenda. Oni so uspeli cel kontinent združiti pod enim turističnim brendom. Mi imamo pa tu že težave, najprej že z dolino, potem pa tudi z regijo. A mogoče tek samo razmislek iz tvojega vidika, a obstaja kak izvodi ali pa način, kako ti to vidiš ali pa kako bi... Jaz vedno mislim, da če zid je zid v glavi, se fizično ga nikjer ni. Vsi ti zidovi, ki obstajajo ali pa nemoč povezovanja je samo v nas samih. In to so v bistvu tako male, fizično kratke razdalje in tako naprej. Pa če rečemo, da je samo Šaleška je za mene ista identiteta, ali je za to 2 občine, ali 1 občina, jaz, ki nisem od tukaj, jo vidim kot eno. In jaz mislim, da je zadnja stvar, na katero bom pozorna, če se bom peljala, da si pogledati jezera, kje je tabla. Zdaj pa je to zdaj mejnik med 2 občinama. Ampak bom kot nek obiskovalec, mi bo interesu pač pogledati ta 3 jezera. Jaz mislim, da prva stvar je to, ki jo morate vi, ki tu živite, ponotraniti. Meje, vse so, mi moramo, ker smo mogli na nek način razdeliti Slovenijo, smo mogli pač pol po občinah narediti, ampak dejansko tudi ta 3 jezera so v bistvu se kopajo, te površine malo, ni zato tako veliko. Pri tem, da je pa folklora pri nas, kdo bo, ne vem, če sem prav izrazila, kdo bo koga, ampak to nezmožnost povezovanja prisotna mi je pa tudi predvsem zelo jasno. In jaz tu v tem, kako zgraditi enotno blagovno znamko, mislim, da je pomembno, da se vključi obe entitete za turizem,
a ne? In v enakem sorazmerju, pač kakor so, zgradijo skupaj. Ampak jaz mislim, da ni samo blagovna znamka, jaz mislim, da to mora biti struktura, a ne? Ki je mogoče blagovna znamka pa sem odsev tega, a ne? Se pravi, da morate in Velenje in Šoštanj dihati enako zgodbo, jo prepoznati. A ne? Se pravi, da tudi nekdo, ki pride v Velenje, tudi če gre Šoštanj, super. In če gre Šoštanj in Velenje, super. Sej Velenčani se vozijo Topolšico. Mislim, pač na tak način, a ne? Jaz mislim, da je stvar ali pa ključna in najboljša v povezovanju. Stvar Islandije je stvar zgodovine. Njihova zgodba temelji na zgodovini. Oni so vikingi. Pika amen. So zgodovino imajo od prvega, ki je prišel na otok, so potem bili vsi popisani in oni delijo to. To je njihova identiteta. Ne? In danes, ko jih pogledaš, v bistvu prodajajo to. Ne? Pa njihove rune in tako naprej. Ne? In isto Avstralija. Ne? Zakaj vi ne bi mogli tega prodajati kot obraz nekega človeka, ki je bil v premogovni regiji in je mogoče pa se potem oddih od tega, a ne težkega dela in najti neko drugo priložnost v teh mehkejših vsebinah. A ne? Ampak najslabše pa bo, če boste delali vsak zase in Šoštanj zase in Velenje zase. A ne? Tu pa mislim, da bo pa zelo težko priti, pa najtežje priti do konsenza. Tak. Pa tudi mislim, da bo, če bo jasna ločnica med brendi, bo prišlo do tega, da bo ustvarjala tudi zmedo strani turista, ker v bistvu v fizičnem smislu praktično ne bo opazil nobene spremembe, opazil bo pa zelo močno spremembe v pristopu, v zgodbi in mu lahko na momente deluje v bistvu malo nerazumljivo ali pa celo zazna to tenzijo, ki pa ni z vidika turizma po mojem najboljši pristop, ne? Ni privlačno. Ne. To, ne, ker mi ne čutimo teh meja. Ne? Ja, se pravim, ti kot obiskovalec ne veš, kdaj si zdaj. Mislim, jaz, če potujem, ne gledam za točno, kje se je končalo, pa gledam okolje. Če imam zdaj možnost, ne, pač opazuješ stvari, kako so postavljene v naravo, ne vem, pač kar je noter, ne obremenjuješ se s tem, kje se zdaj točno peleš. Ne. A se ti, ne vem, greš, se peleš po Nizozemske z avtom, gledaš, da sem pa točni občini, pa sem volni, ni ne. Res pa je, da je razlika med kraji, ker pač eni so sirarji, eni so pač, ne vem, coklarji in tak naprej, pa imajo to svojo identiteto, a ne, in jo. Ampak tudi v tistem Volendamu jih je tudi več tistih, pa ni točno skoncentrirano, ampak se prodajajo po tisto blagovno znamko. Da bi se moglo pa to. In jaz mislim, da če bi bilo to združeno, da je bilo to pa top. Se konec koncev sama zgodovina Šaleške doline, najprej bil Šoštanj, ne? Šoštanj in pa Vošnjakova tovarna usnja, ki je v bistvu ponesla glas Šaleške doline čez meje njene. V bistvu so na Dunaju prodajali likanec usnje za opreke konjske, potem je sam Bata priletel z letalom v Šaleško dolino, tu pristal, potem pa se je po drugi svetovni vojni z izkoriščanjem lignita težišče v Velenje preselilo, ampak v resnici je to zgodba enega prostora. Ne? Ja. Zato se reče tudi Šaleška dolina. In ja, in oboje ima industrijsko notrnico. Ne? In treba zdaj v bistvu samo, jaz mislim, da jaz, če bi izhajala, če bi imela možnost ali pa, ne vem, prisustvovati, kakorkoli že, je zame to skupna zgodba. No? Jaz ne bi tu gradila na eni in drugi. Ker ravno to, ne? Če se skupaj gradi, potem so ljudje povezani med sabo in sodelujejo in v bistvu iščejo sinergije. Ko pa ti mejo postaviš nekje, pa potem v bistvu se zgodi kontra. Ne? In v resnici je danes trend povezovanja, ker pač lahko ena kmetija, ki ima močno sirarstvo,
dopolni kmetijo, ki ima močno mesno industrijo. Seveda. In v resnici skupaj naredijo. Pred leti sem bil v Črni gori, tam okrog Pivskega jezera, in sta dva brata imela Honey and Jazz prostor, tudi z temi bungalovi. In pa smo rekli, kam lahko gremo. In nam je dal zemljevid, fotokopijo, ki ga je sam narisal, in je povedal, v to smer se peljte, zaradi tega, ker domačini ful radi dirkajo po tej cesti, in če so ste dol peljali, ste bolj varni, kot če so ste gor peljali. Videli smo pa vse tiste zgodovino, mislim, keltsko tam, in vse skupaj. Tudi poslal nas je na kosilo konkurentov, je rekel, tukaj boste imeli fantastičen razgled, pa še hrano zraven. In ni nič izgubil, ne? Seveda ne. Ker drugič v Patisku se bo najprej stavil v gostilni, njegov pa njemu gor poslal, ne? In to je vzajemnost. To je igra na dolgi rok. Ja, seveda. Zavod kreativnega turizma smo omenili, ti imaš ogromno enih podjetniških momentov, ne? Med drugim tudi podjetje za spodbujanje oziroma iskanje pametnih rešitev na področju turističnih storitev Smart and Digital. Kakšna je pa tle zgodba? Preprosta. Ponuditi obiskovalcu informacije, razvoj je ena stvar, ki se ne da ustaviti, a ne? Lahko pa ga na nek subtilen način implementiraš v to, kar delaš, a ne? Zdaj, zgodba zadaj je, ob tem, ko smo živeli v pomanjkanju turističnih delavcev in vsega tega, ne? Navad, pa predvsem tega digitalnega sveta ali pa zdaj našega vsakdana z pametnimi telefoni, je iskanje informacij. Se pravi, da so informacije bolj blizu in nastala je, to je bil otrok korone, pač ta smart digital, ker v tistem času je bilo vse zaprto in potem, ko se je začelo nekako odpirati stvari, in še niso bile vse postavljene, je bila mogoče ena taka ideja, se zdaj je tudi že nekje prijela, pa tudi smo že postavljali stvari, da se na nek oblikovno takšen način, ki spada v prostor, zato imamo mi zelo veliko tega lesa, pač tega macesna, ker je to pač iz Savinjske doline, implementirajo produkti, ki bodo nagovarjali ali pa bojo v pomoč, v uporabo ljudem, ki bodo prihajali, obiskovalcem, tudi domačinov. Jaz mislim, ali pa mnenja sem, infrastruktura, ki jo v lokalni skupnosti postavljaš, tudi če misliš, da je za turiste, mora biti prvi vrsti za ljudi, ki živijo tam. In potem so to klopi, ki se pač, kjer se lahko napolni telefon, ali so to digitalni informatorji, ki sporočajo neke informacije, ali so to prehodni gosti, ali so to pač mimoidoči, kdorkoli, pač nekaj je na voljo. To je zato, da se za to uporablja, ima svojo namembnost in uporabo. Isto je bilo za kolesarje. Zdaj mi smo postali kar precej kolesarski narod, elektrika je vedno bolj prisotna in smo pač ponudili polnilnice za kolesa. Se pravi, da ta naša dolina sicer ni tako fejst dolga, ampak pa še greš na kako panoramsko cesto, ki jo zaviješ, je pa že pol, če imaš elektriko sploh potrebno polniti. In se mi zdi, da to je bil en tak mogoče poskus ali pa je možnost, da sooblikujemo urbani prostor v smislu tega, da ponudimo obiskovalcem nekaj, kar danes tako v bistvu v osnovi že rabijo. To so pa informacije, pa vedno več imamo te naprav, ki jih moramo napolniti in to je ta odgovor na smart digital. Jaz si zelo želim, da bi se razrastel ali pa mogoče tudi rekla, da bi
koncept imel tudi večjo širino, prav iz razloga, da stvari, ki so zgodbe, ki so pod zemljo, da ostanejo tam, ampak jih lahko v bistvu, to zdaj govorim pač iz tega, kar delam turistični produkt, da jih lahko prezentiramo na v nek digitalni svet, da jih lahko predstavimo, prenesemo in ljudje jih zvizualizirajo in jih zanimajo v bistvu. Ne. Če zdaj govorimo, jaz pač poročujem en rimski tabor, za katerega vemo, da je obstajal, ni ga pa, ker je pod travnikom in nikakor ne bomo mogli ljudem drugače predstaviti ali pa povedati s tem, da jim bomo pokazali v neki digitalni obliki. Ne. Se zdaj izkopavanja niso več moderna, vse se pušča in situ, pač na kakršen način je bilo in se dejansko stvari poskušajo prezentirati skozi digital. Preden gremo globlje v to zgodbo, bi sam zgrabila to priložnost, ne? Se pravi, digitalizacijo vsebin in ponujanje teh vsebin turistom. Zdaj sploh v tistem času korone, recimo, je bil to trend in so bili nekaj časa prisotni dvomi, da se bo sploh turizem, kakršnega smo dotlej poznali, ponovno vzpostavil. Hkrati so ful naraščale možnosti, kakovostne digitalne prezentacije nekih oddaljenih krajev ali pa zakopanih in tako naprej, ne. Zdaj še umetna inteligenca v glavnem. A ti misliš, da je, se pravi, ta digitalni svet realna grožnja, se pravi, te klasični turistični ponudbi v smislu, da bo nekoč ali pa kmalu postalo v resnici bolj udobno spoznavati svet, kulture iz domačega naslanjača prek zmogljivih virtualnih naprav in resničnosti? Jaz se, ne bojim se tega. Človek, ki želi potovati, ki želi videti, ki želi doživeti neko ali pa imeti neko izkušnjo, bo za to šel. V osnovi človek, ki ne želi, bo pač ostal doma, tisto pa že zdaj ostane doma. Moje mišljenje. Digitalna uporablja ne bi nikdar uporabljala kot edino stvar, ampak kot dodatek. Se pravi nekaj, kar poveča dodano vrednost, kar je, tako sem rekla, za souporabo, za uporabo, za to, da ima nek smisel v nekem prostoru, ne pa da vzame, se pravi, neko prvotno bit, srž ali pa karkoli je. Zato je, se pravi, to mora biti orodje, ki ga uporabljamo zraven, ne pa nadomestilo za nekaj, ali pa nekaj za celoten turistični produkt. Ne. Imaš pa zdaj eno zanimivo novo podjetje, ki se ukvarja z čiščenjem. Res. A lahko malo več poveš o njem? Zato, ko mi je ful zanimiva zgodba, da gre za v bistvu trajnostno naravnano čistilnico, če sem se pravilno izrazil, ker nekako ne povezujemo čiščenja v osnovi, a ne? Je, v bistvu to je podjetniška plat, res je, od leta 2023 sem se pač ukvarjala s turizmom in med drugim je v Zgornji Savinjski dolini kar precej namestitev, ki so prale pri hčerinskem podjetju od premogovnika, pri HTZ-ju, in oni so imeli del programa pranja za premogovnik, del programa svojega pranja za zunaj, in takrat je pol prišla odločitev, da se bo pač ta del ukinil, in ostali smo brez pralnice v Zgornji Savinjski dolini. In takrat se mi je zdelo, če se spomnim nazaj, moje razmišljanje, postavimo 2 stroja, ostati ne smemo, dajmo pogledati, če še kdo za to, vsi bojo v krču, kdo bo, kako bomo se pravi, sezona pred vrati. In jaz sem pa seveda pač pisala maile na te ponudnike, pač, če so za to, da nekako to mi spravimo v pogon, in je bil nenavadno velik odziv. Postavili smo pač pralnico za pranje perila in to je bilo 1.6.2023. S tem, da jaz nisem imela nobenega znanja, nič. Samo vedela sem, da želim imeti ekološko pralnico,
v smislu, ali je to okoljska ozaveščenost, ali je to, pač ne bi rekla, da je glih mogoče trend, bilo je bolj mogoče moja naravnanost v to, da če že delamo v turizmu na način, da si trajnosten, da si do narave prijazen, da si do okolja, moramo tudi povedati, da tudi čistimo na tak način. Zdaj, da smo to pač naredili kot ekološko pralnico, seveda je to potegnilo zadnji to tehnologijo od podjetja, ki se ukvarja pač z ekološkimi čistili. Skratka, mi smo to postavili 2023, 2 meseca kasneje nas je poplavilo. Je bila ta ogromna poplava v Lučah, mi smo pač seveda z velik temi začetniškimi porodnimi napakami, tudi jaz sem se učila, smo pa v bistvu ostali brez infrastrukture, brez kupcev, ni bilo turizma več, kaj pa zdaj naredite, ne? Takrat je bilo nekaj poznanstva, nekaj sreče, predvsem pa izjemna vztrajnost teh 6 mesecev, da smo si poiskali nov trg, ne? Potem smo začeli gravitirati bolj proti Gorenjski. In ja, do danes je to pač zdaj, je to podjetje, ki skrbi za kar nekaj teh butičnih hotelov po Ljubljani in pa tudi na Jezerskem, zdravstvene domove po Zgornji Savinjski dolini in kupenih malih ponudnikov, ki so pač seveda v sezoni bistveno bolj delujoči, kot pa mogoče zdaj v tej mrtvi sezoni, no. Ampak kaj se pravi, v Lučah je baza, ok. Kaj je zanimivo to, da vedno Zgornja Savinjska pošilja signale, da so predaleč stran od cestne infrastrukture, transportov. BSH recimo je tudi takrat že pred časom rekel, da če ne bo čim prej zgrajen, mislim, rekel pač, vem, da je bilo, da so bili namigi, da se bojo selili, če ne bo se postavila ustrezna prometna infrastruktura. Ti pa v bistvu res že na koncu Savinjske doline pa ti očitno ne povzroča težav, če z Gorenjsko operirate oziroma imate naročnike tam. Kako rešuješ? Se reče temu entuzijast. Ne vem. Seveda je, logistično je to izziv, predvsem v zimskem času, ker mi gremo potem čez Podvolovlje, pa tam čez Kranjski Rak, se pravi, tam, ko se gre na Veliko planino. In so ceste vsako zimo imamo pričakovano nesreča v smislu, ker ceste niso splužene, ker je pač infrastruktura ni pogodo, mi gremo sretno čimemo, do 7 zjutraj razvozi to perilo po Ljubljani in tako naprej, ne, naš fant, ki to vozi, seveda mora stati po noči in iti na teren in takrat še niso ceste pripravljene in zaradi obremenitve in teže pač padeš, ne. Ja, bi si zelo želela, da je bila infrastruktura bolj močna, ker na Jezersko hodimo čez Avstrijo, naprimer čez Pavličevo sedlo in tako naprej, ne. To je preveč vožnje, ne, ampak te stranke, ki jih imamo, je prav iz razloga te naše fleksibilnosti kot majhna pralnica, ne, jih držimo, smo jih obdržali, zdaj pa kaj narediti za to, da se bo naša infrastruktura ali pa infrastrukturni pogoji izboljšali, je pa ja, to se zelo dobro in močno strinjam, to je prava stvar za naslovita, ne. Na drugi strani pa tudi taka, ne, če v neko tako okolje ne boš pripeljal nekih novih stvari ali pa gospodarskih subjektov, kje bodo ljudje delali? Kaj pa bojo pola, ne, ker vsi pa tudi nimajo kmetij, vsi se ne ukvarjajo s turizmom, ne. Nekaj pa je ljudi, ki morajo delati pač tudi v gospodarstvu in tako naprej, ne, v nekih storitvah, ki jim omogočajo, da tudi sami ne komutirajo predaleč, ne, in da so to neka delovna mesta, ki so relativno blizu, varna, se pravi, da jim dajo vsakdanji kruh. Se vsega tega mora biti, ne, če moramo decentralizirati, mislim, jaz zelo sem za to, ne, tudi ne samo gospodarstvo, tudi druge stvari, ne, da se potegnejo malo na obrobje in da tudi tam daš neka mala žarišča, kjer ljudje lahko ustvarjajo in kreirajo in si konec koncev življenje postavijo in zdržijo in vzdržijo. Vse, če tam pa ne bi bilo, pa začneš gravitirati, ne, proti tistemu, ko je. In pa si vedno manj časa v svojem okolju, ne, in rahljajo se vizija, ne, in ti nisi več pol toliko pripadni in spet zgubljaš identiteto in to je pol, kar gre naprej. In pade trajnost.
Ampak a je pol, recimo, če pa se postavi infrastruktura taka ustrezna, da pa zagotavlja vsem sodobnim standardom transporta, recimo na to destinacijo, a misliš, da je lahko to pol tudi v bistvu en tak vzvod, da se destinacija iz butične prelevi v masovno, namreč, ker potem je lažji transport, si pride tja, ne? Primer je recimo, ne vem, Bohinja, na primer, ker je precej enostavno pride, zdaj se že otepajo preveliko število vozil in Bohinj je to zelo dobro zajeziv, ne? Bohinj je pač naredil ta parkirišča, jaz sem to takrat, ko sem vodila Zavod za turizem, je moja ideja, še zdaj, ali pa je čutim kot mobilnost, trajnostno mobilnost narediti čez celo Zgornjo Savinjsko dolino, ne? Od Mozirja naprej pa pol, ne, to ustaviti, umiriti promet in pol pač, ne vidim, če bila infrastruktura, da bi to bila. Se ti v bistvu tudi masovnost lahko zelo dobro koncipiraš, če jo nočeš, na kak način boš pač to potisnil, ne, da tega ne bo toliko, ne. Vzvodov je več, na več je načinov, s katerim si lahko ti pač greš, ali je cenovna strategija, ali je ponudbena strategija. Skratka, več je teh možnosti, da nimaš tistega prenatrpanosti z ljudmi. Ne? Tudi tako reka destinacija, kot so Zgornja Savinjska dolina, to v bistvu sploh ni ciljna destinacija za masovke. To so ljudje, tam ni ziplinov in ni ničesar, je samo narava. Ne? In zdaj, a si ti človek, ki lahko 3 dni si v naravi, brez da imaš inputa od nekih atrakcij ali pa ne vem česa zraven ti še morajo dodati, ne? Ali pa da boš imel, ne vem, fancy ali pa pač še potem hrano in tako naprej, ali si zmožen 3-4 dni biti na domači neki hrani, imeti mir, tišino, hoditi v hribe, pohajkovati in tako naprej. Ne? Tu ne gre masovka. Infrastruktura pa mislim, da bi bila dobra, da bi se naredila, ampak ne zaradi turistov, bolj zaradi domačinov. Sej, tak primer so recimo na eni strani Postojnska jama, na drugi strani Škocjanske jame. Ja. Ki je nekje zelo velik, nekje pa zelo malo. Ampak Bohinj je umiril, oni so dalje. So zdaj v bistvu naredili parkirišča, pa avtobus in javno gre. En primer tak je Werfenweng, je isto avstrijska vasica, mislim, da je nekaj kilometrov južno od Salzburga, 1000 ljudi živi, tam v vasico sploh ne moreš z avtom. Imajo parkirišče pred tem in potem sam z javnim prevozom v bistvu greš in si noter v vasici, ne? Ena stvar še, glede na to, da si delala v zasebnem pa in v javnem sektorju, ne? Kakva je primerjava med, a je način dela enak, podoben, a so... Nikakor. Ne, nikakor. Ker mi večinoma izhajamo iz zasebnega sektorja, ne? In je težko nekako verodostojno neko to delo primerjamo oziroma pač... Jaz sem rekla, da gospodarstvo je bolj vitko, javna uprava je bila bolj rigidna. To je bilo mogoče v smislu počasnejša, bolj okorna, stvari so pač trajajo dlje časa. Mi zdaj v gospodarstvu vemo, sploh če si bolj dinamičen človek, pač nekaj daš, je pa res na drugi strani, je pa, če zdaj odmislimo tisto varnost, ki nam jo omogoča seveda vsekakor delo v javni upravi, je gospodarstvo kreativnejši del tega. Ti sicer v javnem sektorju je prav, da je, definitivno je prav. Ene brez enih stvari ali pa podpore javnega sektorja ti gospodarstvo ne bi moglo biti. In vedno, kadar jaz razlagam o trajnosti, govorim o komplementarnosti javnega in zasebnega sektorja. Tu ne bo šlo nikako drugače, ker podpora razvoju trajnosti na turističnih destinacijah je javni sektor. So stvari, kot so izobrazba in tako naprej, in to mora to v javnem sektorju. Gospodarstvo pač stroj, to je motor, to dela tisto, kar dela, da generira prihodke za njih. In zato oboje je v redu, je pa odvisno, kak tip človeka si. Jaz sem mogoče bolj na gospodarstven, glede na to, da sem malo bolj dinamična, bi pa rekla, da pa javne sektore pa ima tudi ene svoje pozitivne stvari, ker
v tistem delu, ko je po moj raziskovalni duh ali pa to, kar zdaj delam, se mi pa zdi, da je javni sektor tako umirjen, da ti lahko neke poglobljene analize, raziskave, to, kar pač potem daš kot output in vpliva na celotno skupnost, ker pač od tega, kar ti kot znanstvenik raziskuješ, potem seveda je pravilno, da ima neka skupnost tudi nek afekt, oziroma pač nekaj pritiče, lahko pa bistveno bolj delaš v miru v javnem sektorju, tega pač v gospodarstvu in zdaj tu pri meni vse, Jaz lahko, ne vem, dopoldan se pogovarjam po telefonu, pa iščemo, ne vem, razvoz perila in to, popoldan pa imam poglobljene študije rimske antike, tako v bistvu moj delovni dan zgleda, na primer. No, nisi samo v javnem, pa zasebnem, zdaj si še v izobraževalnem sektorju. Ja, še akademska sfera. Zdaj smo vendarle vso to tvojo pestrost delovanja naslovili, ampak ja, spravi doktorski študij, in prej si rekla, da je bila v bistvu to tvoja primarna želja, zgodovina, in te je zdaj življenje po meandrih vrnilo k temu, ampak spet pa to povezuješ z vsemi dosedanjimi izkušnjami, in ob, se pravi, pripravi dizertacije, že razmišljaš o tem, kako tem usmisliti v turizmu, kot nek nov produkt. Ja, res je. Jaz v bistvu, zaključujem, oziroma pa pišem doktorsko dizertacijo, se pravi, to je zdaj tisti finalni del in sicer moja smer je zgodovina, ukvarjam se z rimsko antiko, predvsem koncentrirana sem pa na pojem, ki je, mislim, da za 95% Slovencev tako sploh nepoznan in to je pretentura. To je bila v bistvu ena vojna krajina, ki se je dogajala v 2. stoletju našega štetja in je bila za sabo pustila skoraj nič, peščico mogoče materialnih dokazov, neke epigrafike in pa ta rimski tabor, kot že rečeno, ki je pa v Ločici pri Polzeli in je popolnoma, v bistvu nekaj izkopavanja so bila, ampak je zdaj travinje čez, tako da je vse, kar je tam en majhen pomnik 2 pleksistekl, ki nakazujejo, da je ta bil, ampak verjetno je največjih rimskih taborov sploh zgrajen na italijanskih tleh, se pravi v sami Italiji in na naših tleh. Kaj pa zanimivost, ta pretentura, ki jo jaz raziskujem, gre pa v bistvu za Savinjsko-Šaleško regijo. Se pravi, da vaš DNK iz preteklosti, to je bilo eno taka tranzitno območje v tem času, v 2. stoletju, kjer so mogli braniti mejo na Donavi na eni strani, pred vdori v samo Italijo. In zdaj glavnina, mi tu vemo, ker pač tu so veliko materialnih dokazov, da so šle glavne poti, tudi ena je bila izmed teh jantarna pot, so šle od Petovije, pa potem Celeje, se pravi današnjega Celja, pa potem do Trojan, Atransa takrat, to je bil en tak prehoden del, kjer so se dogajale vse te gospodarske sfere, vojaški premiki in tako naprej, oskrbe. In tu je v času tako imenovanih markomanskih vojn stal rimski tabor, to je bila neka prvi poskus notranje obrambe takratnega imperija in zanimivo je, da je to, jaz zdaj, ko to raziskujem, ki je 3-4 leta, da je to fenomen svetovni, ki ga imamo mi zakopanga in o katerem skoraj noben Slovenec nič ne ve. In mislim, da sem jaz tudi trenutno edina sploh na svetu, ki se s tem ukvarja. In nikdar se še noben, mislim, da bo to prva dizertacija, ki se bo prav ukvarjala z to temo, kaj je tu nekdaj stalo in skušala hipotetizirati, koliko tega ozemlja je bilo vključeno v to vojno krajino. Je pa res, da govorimo pa to v enem majhnem kraju, Ločica pri Polzeli, kjer en del moje te dizertacije bo imel čist noto ali pa nakazano noto tega interpretativnega dela, kjer pa dejansko jaz vidim v tej mali Ločici, ali bom rekla občini Polzela, izjemno dodano vrednost. Ampak tu je pa zopet to, treba bo spravi opredeliti to stvar, jo postaviti, jo predstaviti, povedati, ozavestiti. Mislim, da to ne samo za njihovo lokalno javnost, ki bo zopet potegnila neke ljudi ali pa neke stvari za seboj, da se bo to prezentiralo,
ampak potem tudi strokovno javnost, ne. Vse tiste, ki bodo želeli videti, tudi tam se ukvarjamo na kak način predstaviti tisto, kar je zdaj zakopano z nekim digitalom, ne, da bo to bližje. Ampak ja, jaz mislim, da to se dogaja v vaši dolini, ne. To boste verjetno lahko spremljali, ker ta produkt definitivno bo nastal, ne. Jaz se zelo veselim. In še ena stvar, s katero sem spet vezana na Savinjsko-Šaleško regijo. Ja. Mene veseli to, ko marsikdaj, ko pride kak doktorat, je tek večini javnosti, tek ali tek nerazumljiv že naslov, kaj šele vsebina. Ampak mi je všeč to, da mislim, vsaj osebno, no, kadar se lotevam projektov, so mi všeč tisti, ki ne grejo v predal ali pa so nabiralci prhov, a ne? Se mi zdi zelo v redu, da se že takoj na začetku, ko se lotiš disertacije, da živiš, kako bi jo implementiral lahko ali pa uživel, uživo, postavil nek fizični prostor, manifestiral z njo, mislim, z javnostjo. In sem prepričan, da ko bo konc, ne bo 95% ljudi vedelo, ne bo vedelo za to, ampak bo vedelo bistveno, bo procent bistveno manjši. No? In to je moja intenca, ne? Se pravi, da to, kar zdaj delam, da se da v javnost, se spravim tudi pri vseh teh, tudi ko smo pisali strategije, je meni bilo pomembno, da te stvari oživijo, ne? Zato je moj del, se pravi, ne bom rekla, da bo čist tretjina, ampak en del je aplikativni del, ne? Se pravi, če ta akademski del, to, kar bom postavljala, hipotetizirala, kar še ni bilo, ne? Bo pa ta interaktivni ali pa bom rekla, tisti implementarni del popolnoma tak, ki se bo dal prenesti, pravi, bo produkt, ki bo živel. To bo z interpretacijskim načrtom, ne? Se pravi, na kak način bomo interpretirali to zgodovino, da bo razumljiva v prvi vrsti to, a ne? Ker zdaj imamo neke mogoče stvari, ki jaz, ker to pač dnevno raziskujem, ne morejo biti nekomu jasne. Pomembno pa je, da ko pride, da ima v minuti pa pol ali pa v 3 minutah pač neko zgodbo, a ne? To je njegova zdaj ta fokus in da mu predstaviš na razumljiv način in potem je tudi to, a ne, da jaz sem zelo vesela bila, ker so to sprejeli, a ne, da je občina z tega zaveda, Polzela v tem primeru, a ne, in da so pripravljeni, a ne. In ko ti enkrat vidiš, da imaš osnovo v lokalni skupnosti in podporo in tisto razumevanje, potem imaš drive, ne, pa te žene, ne, in to mene zdaj žene tam, ne, ja. Zakaj pa je to fenomen, pa kakšna je razlika recimo s Šempetrom, ko imamo tam več? Ja, seveda, mi govorimo o to so prostorski gabariti tega tabora, ne. Markomanske vojne so prinesle v Evropo antoninsko kugo. Se pravi, to je bilo prvič, da so se sploh v cesarstvu srečali z enim takim kaotičnim dejanjem, kot je bila epidemija. Ne? In to pomirali so. Vojaki so pripeljali in to so ljudje začeli pomirati. Ne? In takrat, ne, ker če bi Rimljane pač proučevali, ne, videli so, oni bili zelo strukturirani, ne, in organizacijsko toliko močni, ne, in kaj so oni naredili, oni so točno vedeli, da morajo zgraditi karanteno. In največji del, ko je bil v tem rimskem taboru, je bila bolnišnica, Veletudinarium, ki je bil v bistvu en prehodni ali pa karantena za vse te vojake, ki so prihajali. In to so šli v ful velike gabarite. Zato jaz to razlagam. Ne, in to, kar je v bistvu, mislim, da če se ne bom zlagala, je samo travnik, govorimo o to res velikem travniku, lastnikov na travniku, ker je stal rimski tabor, ki ni bil nikdar do konca narejen, 130. 130 lastnikov tega travnika. Si predstavljate, koliko je to ogromna stvar. Tako da tudi, v bistvu, ko so želeli, ker spodje definitivno je veliko vsega, ne? En del je bil izkopan, potem pa so zasuli, ker zdaj je pač tudi način prezentacije ali pa arheologija zdaj pušča in situ stvari, ne? Pokrije nazaj in pusti. So te lider sondaže pač to, da presvetlijo, pa georadarske slike naredijo in tako naprej, ne? Ampak drugače pa se ne razkopava več. So tam v bistvu za železnico nasip naredili, da zdaj lahko gre česa, ne? Da se čim manj poškoduje to. Zato je to fenomen. Zakaj? Zaradi tega, ker je na eni strani bil tak velik rimski tabor, a ne? Prvič sploh so Rimljani začeli razmišljati o notranji obrambi. Oni so imeli obrambo na Limesu do
neka do Marka Aurelija, cesarja, ki ga spreučujem, je bil tako imenovan Pax Romana, to je bil mir. 200 let so imeli mira. Se pravi, da so oni mogli v tako velikem imperiju imeti nek sistem, ki je bil centralizirano, decentraliziran, če lahko tako rečemo, ne, ki je deloval. Ampak tu je pa začelo počasi, so pa pol tudi vsi tisti manjši, ki so bili na njihovih mejah, limesih, malo so se uzurpirali, pa malo so negodovali, ampak dejansko je pa kaj Rim prinesel vsem tem barbarom, ne, vsem tem, ki niso bili Rimljani, red. Ne. V Rimu so imeli red, ne. In mi imamo bistveno raje slabši red kot anarhijo. Ne. Vsak ima rad, tudi če je slab red, je nek red. Ne? In oni so trgovali z njimi in oni so, mislim, pač vsi ti, če govorimo zdaj o Donavskem meji, Germani in tak naprej, germanska plemena, ne? In oni so začeli potem tudi imeti željo piti vidno bolj. Tam se je začel pa že premikanje po tem severnem bazenu ali pa severovzhodnem bazenu Evrope, se je pa že začeli pojavljati plemena, ki so tiskati začela. Ne? In potem so bila še nesrečne vojne Sparti, skratka, veliko je bilo, prenesla se kuga in Mark Aurelij na eni strani imel v bistvu pritisk Germanov, na drugi strani imel pa epidemijo, grozljivo. On je imel ljudi, on je prodajal, on je sužnje v bistvu, ki je bilo v Rimskem imperiju žal zelo veliko, jim je dal vojaško opremo. To se je vse borilo. In potem je v bistvu bilo to zelo kratkega daha. In moje obdobje, 4 leta že proučujem, 4 leta proučujem 4-letno obdobje. No, tak, ja. Ampak je res zelo kratko to, kar je bilo te prisotnosti na slovenskem ozemlju. Ampak je žal, nihče se pa ni tega lotil, ker ni v bistvu dokazov. Materialnih zelo malo, sem rekla o teh, glede na to, da mi v Rimskem imperiju zelo veliko vemo, ker je za njim veliko ostalo, zapisali in tako naprej. Jaz sem pa tega zelo malo in bom mogla kar... Bo treba v Rim? Ne, tisti najmanjši problem. Bo treba zelo fejst hipotetizirati, tako da zelo fejst razmišljati in potem postaviti prave hipoteze, da držijo, dokler je pač nekdo naslednji. Ne. V Srbiji imajo nekaj podobnega tudi, ne? Je pa v Minacijum. Mislim, v Donavi je veliko teh taborov. Tudi so taki, ki so turistično zelo zanimivi. V Avstriji, naprimer, so pač tam, kjer je bil Petronelo, Carnuntum se imenuje, so naredili, na podlagi tega, kar je bil rimski tabor, so naredili turistično atrakcijo. So naredili pač replike teh stavb in se pač to držijo. Ja, to sem... Pred parimi leti ravno tam v Srbiji si ogledal. Tudi Minacijum, ja. In tudi ni izkopan še cel. Ni izkopan, so pa naredili neke simulacije, so dogradili Koloseja. Sem videl, ko sem brskal po slikah. Aha, okej. Ker delamo vedno raziskavo skozi to. In to je verjetno krasna priložnost za eno zelo kreativno razmišljanje o tem, kako zdaj prezentirati travnik, od katere nekaj je. Narediti to zanimivo sploh, za prej si omenila Gen Z generacijo. Se dosti pogovarjamo z mladimi, tudi o tem, kako lokalni in globalni turizem nekako narediti privlačen, zanimiv, sploh v smislu produktov, in zelo govorijo o tem, seveda, neke digitalizirane vsebine, na drugi strani pa tudi aktivne vloge, njih zanima, recimo, ne vem, kaj smem, role-playing, da je prezentacija destinacije del neke igre, kot so, ne vem, sobe pobegov, ali kaj takega. Da je vodnik igra vlogo in te reči. In tu verjetno v tem kontekstu, v tem praznem prostoru, pravzaprav lahko nastane karkoli. Ja, pa jaz nisem generacija, zdaj smo tudi mi, mislim, kjerikoli obiskovalci niso več radi samo gledalci, so radi že igravci. In to moraš zdaj pač narediti. Ne vem, koliko se sprehajate po muzejih, jaz se v bistvu včasih, če imam čas vse, na mene je zelo dober in pozitivno učinek naredil Narodni muzej Slovenije, ki ima res naše ena izmed najpomembnejših artefaktov, ki jih sploh imamo in prezentiral, že s piščaljo, naprimer,
ti imaš v bistvu, zdaj ne samo, da prideš tja in jo gledaš, imaš tam pač naštete podatke, so jo naredili repliko, glasbo lahko slišiš, zdaj so jo še, Boštjan Gombač se je naučil in je v bistvu napiščal igra. Vse stvari, ki jih imajo, tudi iz teh kulišarjev in to ima oni v bistvu prezentirano, da ti lahko primeš, lahko slišiš zvok, lahko probaš strukturo, česarkoli. In to je zdaj tista, ti nisi več zdaj sam opazovalec, gledalec, ampak zdaj pa si že ti zraven noter. In imajo tudi te razne osnovne lahke taske, naloge, ki ti jih dajo in jih ti pač v času, v procesu, ko si noter v muzeju interaktivno zraven, pač so ustvarjaš, te vsebine. Super je to, meni se to zdi krasno. In jaz mislim, da nisem to za generacijo, za vse nas. Če se pohecam, je travnik priložnost tudi za razlago biodiverzitete. Točno to. V bistvu je več nivojev. Ja, seveda. Plastenje. Vedno pravim. Če vidiš, to je najbolj pomembno. Da ti vidiš, da prepoznaš v stvarih to. Spravi ti, ko vidiš travnik, vidiš biodiverziteto, jaz ko vidim travnik, vidim, kaj je spodnji, ali pa če vem, kaj je spodnji, na kak način prezentirati, en drug vidi mogoče, ne vem, neko pohodništvo ob travniku, sploh če so to neke velike stvari, drug spet neko drugo zgodbo, skratka to je to, in te stvari potem povezati, to se mi zdi super. Bo pa verjetno izziv povezati teh veliko lastnikov travnikov tam. Sej tu jaz mislim, da je bolj tak, da ne bo zdaj prezentacija sama tam, ampak na njihovi osnovni infotočki, ki ima nagrado Komenda in pol tam v bistvu narediti nek prostor, kjer so dobijo osnovne informacije, tam na samem onem, pa mogoče, zdaj so sicer stali tak pleksi stekla, se lahko postaviš, mogoče kak drug informator ali pa kaj bolj zdigitaliziranega, da so kakšne informacije, pa pač tudi, če pride na samo pozicijo. Jaz mislim, da je najbolj pomembno pri vsem tem, kako se bo zgodba v bistvu podala, pripovedovala. Ti spal, ko si nekdo greš tam tudi pogledati, je sam lahko češnja na torte. Ja, absolutno, ampak sej, če je zgodba dobro pripovedovana in prisluhnemo in tudi lastniki bojo verjetno bistveno lažje prisluhnili nečemu, kjer bojo videli tudi nek potencial, ki ga zdaj ni tam. Ja. Eni rabijo mogoče manj dlje, imajo več časa, eni takoj, ampak ti svojo zgodbo lahko peleš neodvisno od tega. Absolutno. Je bila pa danes odličen test, kako se da pripovedovati zgodbo, da je zanimivo, ker sem jaz z veseljem poslušal. Jaz res vmes, ko si razlagala o zgodovini Rimljanov, sem si naredil sliko, kako je pa to izgledalo v srednji šoli in ti povem, da je bila tvoja zgodba bistveno bolj atraktivna. Hvala. In zanimiva, seveda. Prej smo se pogovarjali o travniku. Ti imaš tudi svoj travnik, podjetje, pa zavod, pa dizertacija, pa družina. Kako handlaš? Ker je dejstvo to, da smo takoj, ko si razpet med množico aktivnosti, postane tako obvladovanje, pa biti dokaj normalen pol o tem hiperprodukciji ali pa hiperdelo, je včasih lahko kar zalogaj. Ja, se strinjam. Ampak jaz mislim, da če ti poslušaš nek svoj vzgib, se pravi, da deluješ po svojem. Jaz bom rekla, da če bi me nekdo zunaj ocenjeval ali pa tako mogoče te stvari, ko imam jaz nanizane, tako sem že prej rekla, mislim, to je ena sama zmešnjava, to je en kupanih stvari, ko pač jaz ne delam vse, kar si zdaj naštel, enako aktivno vse dni. Nimam pa problemov menjave med tem, se pravi, ali tako sem ti rekla, bom dopoldne delala to, popoldne to, tudi vmes se najde prosti čas, tudi grem kam, tudi nekako se probam tudi športno udejstvovati in tako naprej. Pa na drugi strani tudi, ali delaš to z nekim entuzijazmom, ali delaš to z neko obremenitvijo, že to, kako se zjutraj vstaneš, ali ti to zdaj pomeni nekaj, kar ti spet pade na rame, pa se slabo počutiš, ali ti to nekaj, kar ti daje
motivacijo, energijo, kar si želiš. Ne. Jaz za stvari, ko jih počnem, jaz sem res entuzijast. No. Mislim, v te stvari verjamem. In zato se mi zdi, da mi ni problem delati. Ne. Tudi se mi zdi, da ta zgodba s pretenturo ali pa s tem rimskim taborom, to je nekaj, kar je bilo tu not. Jaz v bistvu sem ven dajem. Meni ta doktorat ni predstavljal neke ful obremenitve. Ne reka, da je nekaj najlažjega. Je bilo pa nekaj, za kar sem zelo kreativno preživela nek čas, ko ga mogoče nekdo drug za drugim ekranom ali pa neki druga dela ali pa karkoli, ne? Ker me to gnalo, ker me to zanimalo, ker vsaka ura, ko sem jaz temu posvetila, je bila tista, ko me še naprej vlekla. Jaz spim z 20 knjigami. Mislim, res, če moja posel pogledaš pa takle okoljno, ja, res je, ali pa mama, ne? Ampak jaz se v tem, to mi je draž, to mi je okej, ne? Se pravi, posel je nekaj, kar moraš imeti. Zdaj, žal, pač si živimo v istem času, moramo imeti nekaj tistega, kar nam daje varnost, kar nam daje preživetje. Jaz v osnovni fazi, ko smo razmišljali o pravnici, jaz nisem razmišljala, da bo to nekaj, kar bom jaz, pač da bo to neko podjetje nastalo resno, ko se bo treba ukvarjati tako zdaj na dnevni bazi, ne, ko bo SAO potegnilo tukaj in tukaj ljudi in tak naprej, ne, ampak organsko se je večalo in nismo pač stopirali, ne, pustili smo, je zaenkrat še obvladujoče in je pač tudi neka stvar, ki jo seveda jaz ne delam vse sama fizično, ne, ampak je ekipa, ki pač to se razdelila taske in se pač dela. Ne. Jaz imam svoj del naloge, ki ga skušamo praviti na najboljši možni način, si ostali pa pač tudi druga. Ne. Sej, tako po vsakem podjetju, ko si moraš razdeliti. Ne. Tako da jaz v bistvu zdaj ne smatram, da sem izčrpana ali pa sem izgorela. No. Zaenkrat se mi zdi, da to, kakor je lahko, v teh stvareh še balansiram. Tudi neke stvari se bojo verjetno tudi končale ali pa ne prehajajo iz ene v drugo, ne držiš jih zavestno, da jih moraš držati pri življenju, če jih nimajo več življenja, ne. Pač spustiš, grejo, pridejo druge. Jaz se v tem ne vidim takega problema, nikoli se pa nisem držala ene same stvari in rekla, da tole moram imeti, ne, in si ne dovoliti nič drugače razmišljati. Ampak sem z leti tudi pol pride te menjave, rasteš v takem okolju, ne vem, izkušnje imaš s temi stvarmi, pa vidiš, mogoče pa tole ni bilo, si najprej te zanima, pa pol nisi, opustiš in tako greš, ne, to je flow. Pač na tak način, ne. Tako jaz mislim, da zaenkrat je še vse nekako se da uravnavati, no, zbalansirati. Se mi pa zdi to, mojem zelo lep tak rezime vsega tega tvojega dela, to, da pač verjameš v to, kar počneš. Ja. In je to tak, lahko iz osebnega vidika povem, da je to res tisto, kar je ključ do tega, da te motivira, da te driva, pa da v bistvu nekako vseeno oplemeniti tvoj obstoj, zaradi česar sploh živiš, ne. Tako da super. Ja, jaz tudi mislim, da v stvari, ki jih počneš, če verjameš v njih, imaš žar, a ne? To je tisti ogenj, to je tisti, kar te žene, kar te motivira, kar te da naprej, a ne? In na koncu dneva, če si s tem zadovoljen, mislim, jaz sem hvaležna za to, da lahko vse delam, a ne? Mislim, da bi zelo hudo trpela, če bi mogla upravljati eno vrsto posla cele dneve, a ne? Da ne bi imela te svobode gibanja, spreminjanja, plemenitenja, kakorkoli že, a ne? Tako da ja, to v tem delu se zelo strinjam. V stvari, ki jih pa počnem, pa verjamem. Ja, verjamem izključno zato, ker to niso stvari, ki so prišle iz včeraj na dan, so stvari, s katerimi sem zdaj pa že kar neki let, a ne? Ali pa sem se jim po strokovni plati posvetila, po praktičnem, veliko je bilo padcev, velikokrat sem brcnala v temo. Tudi kdaj sem se za glavo prijela, kaj sem naredila, ne? Ampak nekako si šel čez to naprej, si se ostal, ne? Mogoče malo na drugačen način pristopil. To te brusi, to te naredi mogoče tudi bolj močnega, bolj resilient, odpornega, ne? In ja, jaz si želim, da bi lahko še naprej doprinos neki skupnosti, no. Se mi zdi, tukaj nekega pol izkušnje in znanja, ko imaš, da si želiš dati nazaj pač
neko sredino, kjer si. Mogoče ponuditi komu kak prostor ali pa možnost dela, delovno mesto ali pa kje, da se lahko udejanji, ki mogoče ni tako drzen ali pa ne bi tako imel, mu pa pomeni neko varnost. Ja. Super, Blanka, hvala. V bistvu je to zdaj krona na pogovoru, ki ga res lahko jemljemo kot navdih za celotno regijo, ki je na zdaj že orang po procesu prestrukturiranja. In v bistvu skozi to tvojo življenjsko karierno zgodbo, način razmišljanja, mislim, da lahko vsak poslušalec, poslušalka dobi rekli eno motivacijo, da vzame proces, v katerem je regija kot priložnost, da se preplasti, ampak se zaveda svojih korenin. Ja, tudi, ja. Super si to povedala, ne bi mogla boljš narediti rezime. Ja, se strinjam. Takrat, ko bomo opolnomočili, ko bomo se zavedali in ponosni na to, kjer živimo, smo del tega, pripadamo tega, to je naša identiteta, tu smo se razvili, tu živimo. In ja, preko teh korenin potem regija sama. Jaz mislim, da nastavki so v redu, zakoni so sprejeti, sredstva nekje na voljo so. Jaz mislim, da programi se krasno zdaj v sklopu regionalne agencije in tega centra za pravični prehod. Tako, da se kaže in strukturira, jaz mislim, da ja. Samo ta vzajemnost in povezanost, no to pa je tudi ena taka stvar, ki ne samo v Šaleški dolini, ampak tudi v naši celi Saša regiji. Splošno je priložnost, da se izboljša. Jaz mislim, da je še premalo, da tukaj imamo veliko še za narediti na tem področju. Tako da jaz ampak vedno gledam na te stvari kot na priložnost in da imamo vedno možnost se ustaviti, premisliti stvari, pa jih tudi spremeniti, ne glede na vse roke, ki smo si jih zastavili, zaradi tega, ker včasih tako je v življenju. Naredimo pač 5 korakov, pa ugotovimo, da smo šli v slepo ulico in pač takrat se moramo vrniti. In isto je pri teh stvarih, ne bomo šli prebijati še enega rudniškega rova, ker ne vemo, kako dolgo bo, je bolj se vrniti, usesti, premisliti pa še enkrat lotiti stvari. Tako, ja. Super, hvala. No, si pa tudi, se pravi, gostja prve epizode v naši drugi sezoni, ko smo tudi zamenjali prizorišče. Zdaj smo v gosteh v Planetu generacij, upravlja ga Ljudska univerza Velenje. Gre pa pravzaprav za eno urbano dnevno sobo, kjer so vsi dobrodošli, tako da so zdaj v drugi sezoni tudi naši podcasti dostopni za spremljanje snemanja v živo, kar je zdaj seveda povabilo poslušalkom, poslušalcem, da se prihodnjič udeležijo samega snemanja tukaj v Planetu generacij, seveda pač spremljanjem naših družbenih omrežij, kjer obveščamo, kdaj s kom govorimo. No in to je tudi potem priložnost, da se kdo še vključi v pogovor s kakim vprašanjem, s kakim razmislekom ali pa osebno izkušnjo. Hvala za to, da si bila danes z nami, za ta navdihujoča sporočila. Seveda ti želimo, da bi še naprej plastila in pa vselej čutila svoje korenine. Hvala ti. Najlepša hvala za povabilo. Tudi jaz želim vašemu podcastu izjemno dobro sezono, pa se jaz sem prepričana, glede na to, kako ste me lepo usmerili čez te 2 ure. Jaz se zahvaljujem, meni je bil super krasen pogovor, no upam, da tudi vam. In da če s vsemi svojimi zgodbami včasih koga navdihneš, si mogoče pa malo več drzne, pa malo več upal, pa reči, le se kaj pa ne, je tudi to super. Tako najlepša hvala za povabilo. Mislim, da lahko preberemo to obvestilo. Da je podcast pripravljen v sklopu aktivnosti Centra za pravični prehod Saša, ki deluje v okviru Razvojne agencije Savinjsko-Šaleške regije. Vse aktivnosti centra pa so sofinancirane iz tehnične pomoči Sklada za pravični prehod.